Tako, danes je z nami dr. Peter Verovšek, profesor za zgodovino in teorijo evropske integracije na Univerzi v Groningenu. Profesor Verovšek, mogoče enostavno začnete z enim opisom svoje akademske poti. Pozdravljeni. Moja akademska pot je dosti zanimiva. V bistvu bi kar začel že z srednjo šolo. Jaz sem končal mednarodno maturo na gimnaziji Bežigrad v Ljubljani in potem sem se odločil, da grem v tujino, v Ameriko, že za dodiplomski študij. To sem bil na univerzi, ki se sicer imenuje Dartmouth College, ki se sicer college imenuje, ampak je dejansko univerza, ima več fakultet. In to je v bistvu najmanjša Ivy League univerza v Ameriki. Je tudi edina Ivy League univerza, ki v bistvu ni osredotočena predvsem na doktorante in na magistrante, ampak se pretežno profesorji ukvarjajo z dodiplomci. Tako da tudi kot dodiplomc imaš tam priložnost kot študent res tesno sodelovati s profesorji, ki so tudi vrhunski. In tam se je v bistvu tudi nekako začela moja akademska pot, ker tam sem v bistvu se zelo hitro zbližal s profesorjem Richard Nedom Lebowom. To je eden od vodilnih raziskovalcev znotraj mednarodnih odnosov, predvsem znotraj konstruktivizma. In on je glih tisti čas, ko sem bil jaz tam, bil urednik ene knjige o političnem zgodovinu v povojni Evropi. In jaz sem tudi takrat njemu malo pomagal s tem tekstom, kot njegov research assistant, se pravi kot njegov študentski asistent. In to je tudi pol mene vodilo do moje diplomske naloge in je tudi v bistvu pol so ta zanimanja bila v bistvu nekako zame podlaga za moje prijavnice na doktorske programe znotraj Amerike. Sem imel tudi veliko srečo, da sem bil pol sprejet na doktorski program na univerzi v Yaleu. Morda bi mogel še to povedati, da v Ameriki sistem deluje malo drugače kot v Evropi. Tradicionalno študenti, dodiplomci, ki že vejo, da želijo narediti doktorat oziroma napisati doktorsko nalogo, se lahko prijavijo na univerzo direkt v doktorski program, kjer so pol sprejeti in prve 2 leti tega programa jemljejo pol kurze in takrat naredijo tudi svoj magisterij. In hkrati istočasno nekako že začnejo malo razmišljati o svoji doktorski nalogi. Se pravi, ni treba se prijaviti najprej na magisterij in potem ločeno še na doktorat, ampak je v bistvu vse v sklopu enega programa, ki vključuje tudi financiranje. V bistvu to so pol 5- do 7-letni programi, ki vključuje eno ali dve magistrski nalogi in pa še doktorsko nalogo. Tako da jaz sem pol tam končal. Po končanem doktoratu sem bil pol 3 leta kot postdoc z učenjem na univerzi Harvard. Potem sem se preselil na stalno pozicijo na univerzo v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Takrat, ko sem podpisal pogodbo, sem mislil, da se vračam v Evropo, ampak 3 tedne potem, ko sem podpisal pogodbo, se je zgodil referendum za Brexit in sem potem že začel svojo pozicijo že nekako, ko je bila Anglija v bistvu znotraj procesa izstopanja iz Evropske unije. Sem bil tam pol 5 let in sem ta proces lahko v bistvu spremljal do konca. Od leta 2022 sem pa tukaj na univerzi v Groningenu. Tokrat pa upam, da bom res ostal v Evropi, da ne bo prišlo do kakšnega nexita še dodatno. Ja, ampak res zanimivo ob pravem času v Angliji, sploh glede na vašo temo evropske integracije. Ja, tako je. So bili res zelo zanimivi trenutki, saj morda se veliko ljudi še spomni, ko so na svetovnih poročilih spremljali vse te debate v britanskem parlamentu, ko so tudi poslanci prevzeli te order papers, da so v bistvu odstavili vodjo
spodnjega doma in so sami poslanci pol dnevni red spreminjali in pač ja, to so bili res burni časi in zelo je bilo zanimivo to vse skupaj spremljati tam s kolegi, ki so bili tudi specialisti, ne samo Britanci, ampak tudi specialisti za britansko politiko. Ja, pač res zelo zanimiva izkušnja, sploh glede na to, da se zanimam za politični spomini za evropsko integracijo. Ja. Mogoče še čisto splošno, še glede vezano na odločitve, je bila vaša želja iti na to področje zelo hitro prisotna? Je to nekaj, kar se je razvilo? Toliko v današnjem času se mi zdi, da so študentje tako blazno obremenjeni za neko potrebo planiranja, ki daje sigurnost in tako, in me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Ja, bi rekel vsakemu študentu, ki želi sigurnost, je verjetno akademska kariera, jo ne bi priporočal, no, ker ni sigurna, sploh v teh časih je zmeraj manj denarja za visoko šolstvo, zmeraj težje se dobijo stalne pozicije. To, kar smo se mi zdi poznali v prejšnjih generacijah, da so res lahko dosti zgodaj mladi dobili stalne pozicije in imeli neko karierno sigurnost znotraj akademije. To je danes zelo težko. Jaz sem imel z veliko srečo, da sem lahko iz te neke nestalne pozicije, ki sem jo na začetku imel na Harvardu, lahko sploh prešaltal na neko stalnost. V Evropi tudi zdaj poznamo tako imenovani permadoc, ko se pač mladi raziskovalci vsako leto ali morda, če imajo srečo, vsake 2 leti morajo iskati novo financiranje, se preselijo na novo univerzo in nekako tudi po desetletje iščejo neko stalno pozicijo, kjer bodo lahko ostali za malo dlje časa in dobili pogodbo za nedoločen čas. Tako da to bi rekel, da akademska kariera ni tista sigurnost, ki je mogoče, ne predstavlja tisto sigurnost, ki jo je mogoče predstavljala v prejšnjih generacijah. Je pa res, da jaz sem kar hitro, pač, ko sem šel na univerzo, nekako želel akademsko kariero. Tudi ta moj profesor in mentor, ki sem ga imel na dodiplomskem študiju, je bil tudi moj učitelj za uvod v mednarodne odnose. To je kurs, ki sem ga imel prvi semester na univerzi. In že takrat pri njegovih predavanjih je bilo meni nekako jasno, da si jaz to želim. On je tudi zame predstavljal nek lik, nek ideal in jaz sem si tudi predstavljal, da bi rad bil tak kot on, da bi te stvari vedel, da bi o teh stvarih lahko razmišljal, da bi imel to svobodo, da bi v bistvu bral knjige in razmišljal o svetovni politiki kot moj poklic. To je bilo meni že zelo hitro jasno, da si to želim, je pa seveda pač bila dolga pot do tega, da sem dejansko to lahko uresničil. Tako da ja, se mi zdi, da študenti seveda iščejo neko sigurnost, to se mi zdi normalno. Bi pa tudi predvsem rekel študentom, glejte, univerza ni samo zato, da vas nauči, kako biti dober delavec in da vam službo zagotovi. Meni se zdi predvsem univerza je zato tam, da ponudi v bistvu neko priložnost, da se dejansko naučiš razmišljati, da se tudi oblikuješ kot osebo, da dobiš tisto znanje, ki ga rabiš, da si dober državljan, dober član družbe, da lahko sodeluješ v procesih demokracije, bodisi kot poslanec, bodisi kot volivec, bodisi kot bralec časopisa, ki ustvarja svoje mnenje o politiki, svoje mnenje o tem, kar se dogaja v svetu. In se mi zdi, da je velik problem, da zdaj zmeraj bolj vidimo v univerzi sam nekako prostor, kjer se bomo naučili, kako dobiti dobro službo. In to se mi zdi, da se tudi pozna v tem, da je v teh procesih demokratične recesije, ki jih zdaj vidimo. Zanimivo. Mogoče še če razmišljate nazaj, če je ena stvar, en nasvet, ki bi si ga dali, ena stvar, ki bi jo naredili drugače, čeprav vem, da tudi vsaka stranska pot je del tega, kar človeka oblikuje, ampak eno stvar, ki bi jo mogoče želeli drugače narediti ali pa drugače razmišljati ali pa prej vedeti kot študent. Ja, ne vem.
nazaj, ko gledam, se mi zdi pač tudi tiste nekako napačne odločitve so bile neki vredne in na koncu se je nekako vse išlo, tako da so se tudi neki od teh napak oziroma od teh stvari, ki bi jih morda lahko rad spremenil, so se tudi od tega nekaj naučil, tako da verjetno ne bi dejansko kaj dosti spreminjal. Je pa res, da se mi zdi, da ko sem jaz oblikoval svojo temo za doktorat, se pravi vpliv zgodovinskega spomina, političnega spomina na razvoj procesa evropske integracije, sem jaz bil res morda mogoče malo prenaiven, da pač da ta tema, ki je meni zanimiva, da bo tudi drugim zanimiva. Medtem ko, čeprav je spomin neka taka tema, ki sedaj nekako predobiva na interesu znotraj politologije in mednarodnih odnosov, je res, da sploh takrat se še ni bila še toliko uveljavljena in veliko ljudi nekako ni vedelo, kaj narediti z mano. In se mi zdi karierno, vsaj na začetku, bi mi bilo lažje, če bi neko bolj tako mainstream temo izbral. Tudi z metodami in teorijami, ki so bile pač, kako bi rekel, nekako bolj običajne znotraj moje discipline. Ja, mislite, da je možno tudi prezgoden biti Ja, z se mi zdi, da idejami. vsi radi govorijo o interdisciplinarnosti, ampak interdisciplinarno delati je težko in to je predvsem lahko si interdisciplinaren takrat, ko si že nekako uveljaven. Kot mlad raziskovalec je pa bolje, da pokažeš svojim kolegom znotraj svoje discipline, da res obvladaš tiste stvari in da si res politolog oziroma da res se s tem ukvarjaš, ne da pa razmišljaš, ja, sem ta tema, je res to politolog, ali je to sociolog, ali je zgodovinar, ali je filozof, v bistvu nekako ni jasno. Se mi zdi, morda boljš počakati z interdisciplinarnostjo za malo kasneje. Ja, razumem. Lepa hvala.